Izrael je bil presenečen, ko je videl, kako se je njegova tradicionalna baza podpore v Ameriki, torej liberalci, res močno obrnila proti Izraelu. Tudi zdaj smo bili nenadoma že drugič presenečeni. Ta skrajnost je res zaskrbljujoč. Ker je Izrael pod mednarodnimi napadi, še posebej med mladimi v Združenih državah Amerike, so bili kristjani zgodovinsko največji zavezniki Izraela, zlasti v Združenih državah Amerike. Toda tukaj vidimo tudi, da so kristjani napadani in da obstajajo pomembna prizadevanja, da bi ločili krščansko podporo državi Izrael. In da bo o tem danes govorili, je tukaj moj dober prijatelj Troy Miller, izvršni direktor in predsednik Nacionalnega združenja verskih izdajateljev v Izraelu kot del konference. Zdaj pa, da se dotaknemo nekaterih teh ključnih vprašanj in kako se kristjani po vsem svetu povezujejo z Izraelom. Troy, dobrodošel v Jeruzalemu. Hej, Alek, hvala. Dobro je biti nazaj in dobro je biti tukaj v tem času. Ti vodiš Nacionalno združenje verskih izdajateljev, ki je velika krovna organizacija, ki že leta združuje krščanske izdajatelje v Združenih državah. In rekel bi, da verjetno celo onkraj Združenih držav. In jih poskušate uskladiti glede vprašanj, glede katerih želijo biti usklajeni. In že vrsto let je Izrael eno od teh ključnih vprašanj. Povejte nam malo več o NRB in kakšen je ta okvir. Ja, NRB obstaja že 82 let. Smo ena redkih organizacij, ki zastopa krščanske komunikatorje. To počnemo predvsem v ZDA, pa tudi po svetu. Naša konferenca, naša letna konferenca, običajno privabi med 5500 in 6000 udeležencev, kjer razpravljamo o teh vprašanjih. Mislim, da smo imeli lani predstavnike iz 54 držav z vsega sveta. Torej smo res zelo široko zastopani. Tako imamo tradicionalne radijske in televizijske izdajatelje, radijske in televizijske producentje programov, pa tudi vse nove medije, kot jih danes imenujemo. Tako imamo podcasterje, digitalne ustvarjalce in tiktokerje, pa tudi založnike, avtorje, filmske ustvarjalce. Torej, če ste danes na področju krščanskega komuniciranja, smo mi tisti, ki resnično zastopamo vaše potrebe in vprašanja na Capitol Hillu in po vsem svetu. In na konferenci v zadnjih letih je Izrael zagotovo igral zelo pomembno vlogo. Obstaja velik molitveni zajtrk za Izrael. Sodeloval pa sem tudi na več srečanjih o Izraelu. Povejte mi, kako mislite, da Izrael vpliva na agende krščanskih izdajateljev? In morda, kako ste opazili spremembe skozi leta? Poglejte, v krščanski skupnosti je še vedno močna podpora Izraelu. In malo bomo govorili o eroziji, ki se tam dogaja. Ampak krščanska skupnost je še vedno zelo močen podpornik. Verjetno so največja demografska skupina v Ameriki, ki podpira Izrael in judovsko ljudstvo, kristjani, še posebej evangelikalni kristjani. Tako je Izrael vedno igral pomembno vlogo, mislim že odkar sem povezan z NRB, torej več kot 25 let. Ampak šlo je večinoma za turizem, šlo je predvsem za to, da pridete in si ogledate sveto deželo. Kraje, kjer je hodil Jezus, kjer so se srečevali apostoli, kjer se je dogajalo oznanjevanje evangelija. In veliko tega se je vrtelo okoli tega. Ampak vemo, da smo danes v spreminjajoči se kulturi, v spreminjajočem se političnem in geopolitičnem okolju. In tako smo opazili ta premik, še posebej odkar sem prevzel vodenje NRB, ki se s tem posebej ukvarja. In mislim, da je to sprememba. Če bi prišli na NRB pred 15 leti, bi videli velik razstavni prostor. Videli bi kup turističnih podjetij oziroma agencij, ki bi vam pomagale pri vaših obiskih. Danes boste videli zelo raznoliko skupino iz Izraela in judovskih skupnosti. Videli boste ortodoksne judovske rabine in učitelje. Še vedno boste videli nekaj turizma, vendar boste videli tudi novinarje, kot ste vi, videli boste tudi druge vplivneže in videli boste ljudi, ki morda delajo na področju javnih politik in v političnih sektorjih. Ker je danes veliko povezav med tem, kar se dogaja z Izraelom in antisemitizmom, Judi v Ameriki in po svetu, ter preganjanjem kristjanov in sovraštvom do kristjanov, ki se prav tako širi po svetu. Tako združujemo vse te elemente. Rad bi govoril o Izraelu, antisemitizmu in vlogi novih medijev, ter o tem, kako se vse to povezuje. Ampak preden to storimo, mislim, da ste spremljali veliko trendov znotraj krščanske skupnosti.
še posebej med mlajšimi kristjani. Kaj opažate, veste, poleg vsega, kar je povezano z Izraelom? Katere so tiste trende, na katere bi morala biti naša publika morda pozorna, ki se dogajajo znotraj krščanske skupnosti? Torej, če pogledamo krščansko skupnost in seveda, poglejte, govorili bomo o NRB kot o dvostranski, veste, skupini. Ampak krščanska skupnost ima niz vrednot in vprašanj, ki so bila zanje ključna v zadnjih nekaj desetletjih. Vprašanje za življenje, vprašanje za družino, način, kako kristjani gledamo na ekonomijo in gospodarstvo, ter te stvari. Tako so se kristjani precej povezali z bolj konzervativnim političnim gibanjem v Ameriki. Toda, kar smo začeli opažati, še posebej v zadnjih 8 letih ali tako, je še globlji premik proti temu, kar bi lahko imenovali skrajna desnica in številna vprašanja povezana s tem. Tako je krščanska skupnost, še posebej mladi beli evangeliki, opazila celotno gibanje DEI, torej raznolikost, enakost in vključenost. Ta woke ideologija, gibanje Black Lives Matter, kritična rasna teorija, vse te stvari, ki so se zgodile v prvi polovici prvih 15 letih 21. stoletja, torej od 2000 do 2015, in so resnično občutili to marginalizacijo. Zdaj pa, Alex, mislim, da vidimo nihala v nasprotno smer. Torej, vidimo gibanja v krščanski skupnosti. In govoril bom o tej skupini, tej skrajno desni skupnosti. Torej, vidimo gibanje Amerika na prvem mestu. Vidimo to gibanje krščanstvo na prvem mestu. Vidimo to gibanje, ki je prevzelo vsa tista vprašanja, ki so se zgodila v prvih 15 letih, ko so čutili, da je nihalo resnično šlo proti njim. Kazalec je bil očitno usmerjen naravnost v njih. In zdaj namesto, da bi to vrnili nazaj na sredino, kjer bi moralo biti, ga premikajo in zamahnejo povsem na desno. Tako smo videli stvari, kot je gibanje kenizem, ki je odgovor na Black Lives Matter in kritično rasno teorijo. To idejo, da je v redu biti bel moški in bela družina. In pravzaprav je to vse, kar bi morali biti. In svojo raso bi morali podpirati toliko, kot so te druge skupine podpirale svoje. Torej, vidimo to gibanje. Vidimo tudi gibanje proti preveliki državi, vendar mislim, da je še bolj libertarno, kot je bilo v preteklosti. Torej, vlada bi morala biti čim bolj omejena, kolikor je to sploh mogoče. Nekateri bi celo rekli, da sploh ne bi smela obstajati. Pravice zveznih držav se vračajo, torej to vidimo. Vidimo veliko gibanje nazaj k družini in družinskim vrednotam ter tem stvarim. Torej, na desnici vidimo veliko dobrih stvari, vendar pa je ekstremizem res zaskrbljujoč. In veste, videli smo, rekel bi, morda v teh 15 letih, da so progresivci v ZDA nekako potiskali brezbožnost. In morda je to celo vplivalo na del krščanske skupnosti. Videli ste, da se je število ljudi, ki obiskujejo cerkev, zmanjšalo? Zdaj pa vidite ponovno oživitev? Domnevam, da je to del tega gibanja, kjer se ljudje vračajo v cerkev. Torej, cerkev dejansko igra določeno vlogo. In nekatere denominacije zdaj zaradi tega premika nazaj k tej konzervativni in morda celo skrajno desni konzervativni usmeritvi ponovno rastejo. Ja, seveda, popolnoma. Mislim, poglejte, cerkev je bila izrinjena iz javnega sektorja od sredine 20. stoletja, pravzaprav od 50 let naprej. In v 60. leta, z vsemi tistimi radikalnimi gibanji, ki so bila takrat, cerkev je bila izrinjena iz glavnih institucij, še posebej pa je bilo izrinjeno krščanstvo. Molitev je bila odstranjena iz šol, 10 zapovedi je bilo odstranjenih iz šol. Ljudem so rekli, da naj bo njihovo krščanstvo samo v cerkvi ali doma. Naj tega ne prinašajo v javni sektor. In mislim, da se je po atentatu na Charlieja Kirka v preteklem letu zgodilo nekaj, kar je bilo skoraj kot klic k prebujenju, da je levica pretiravala in šla predaleč. Poleg tega imate še to in imate celo to generacijo gig dela, to digitalno generacijo tam zunaj. Statistike nam pravijo, da so najbolj osamljeni. Imajo visoke stopnje obupa, depresije, ne vedo, kdo so, ne vedo, kam spadajo. Zato iščejo veliko odgovorov.
In mislim, da začenjajo te odgovore ponovno najti v cerkvi. Ugotavljajo, da imajo namen v življenju in da so lahko del nečesa. In to krščanstvo ni to, kar je levica rekla, da je. Ni zatiralsko in ne poskuša nadzorovati mojega življenja. Namesto tega poskuša usmerjati moje življenje. Tako smo videli velik premik, predvsem v zadnjem letu. Resnično se je začelo zgodaj, leta 2025. Mislim, da se je pospešek res zgodil ob smrti Charlieja Kirka, ker je Charlie dosegal veliko mladih odraslih. S tem sporočilom in resnično z umikom ter podajanjem pogleda na krščanstvo, ki ni bil tisti pogled, ki so ga slišali z leve. Tako je to bil dober premik. No in Charlie je bil dolgoletni podpornik Izraela, večkrat je prišel v Izrael. Veste, skozi leta sem ga videl na številnih prireditvah v podporo Izraelu. In celo malo predtem, ko je bil umorjen, je dokončal to knjigo o spoštovanju sobote. Veste, res je gledal na judovsko soboto kot na vzor, ki bi mu morali slediti kristjani. In kar bi rekel je, mislim, da v zadnjem času, kot pravite, pravzaprav od preloma stoletja naprej, da je Izrael je bil presenečen, ko je videl, kako se je njegova tradicionalna baza podpore v Ameriki, torej liberalci, res zelo obrnila proti Izraelu. Še posebej, ko se je v Združenih državah razvijalo to progresivno gibanje. In veste, Izraelci so se morali prilagoditi. Videli smo to na konzervativni strani političnega spektra. Da so bili tam kristjani, še posebej evangelikalci, in mislim, da je Izrael evangelikalce sprejel z odprtimi rokami. Zelo smo veseli, da imamo vsaj trdno bazo podpore na desni strani spektra. Toda zdaj smo bili nenadoma že drugič presenečeni. In vidimo, da prihaja do res nenadnega odmika od Izraela. In morda lahko malo pojasnite, kaj se tukaj dogaja na desnici. Ker če progresivci sovražijo Izrael, bi si mislili, da bodo konzervativci in odziv na to progresivno gibanje dejansko podpirali Izrael. Ja, to je zanimiva dinamika, ki se dogaja. In kot sva govorila, veš, je zelo zapleteno. Ni tako preprosto, da bi lahko rekli, da gre za zavračanje Izraela. Spet je tu ta nihala, v katerem se je Izrael nekako znašel ujet v to mlajšo, zelo ultrakonzervativno, ki so jo označili kot skrajno desničarsko konzervativno gibanje, ampak mislim, da je to bolj zapleteno kot le to. Vidimo velik premik nazaj, kot sva govorila, za to generacijo, vračanje v cerkev. Vračajo pa se tudi k katolicizmu in pravoslavnemu krščanstvu. Vračajo se k uveljavljenim protestantskim denominacijam. Vidimo gibanje pri neodvisnih, baptistih in nekaterih karizmatikih. Ampak v resnici je veliko večja skupina ta, ki se vrača k temu, kar bi lahko označili kot tisto, kar je bilo prvotno imenovano organizirana religija. Ampak to je vera, ki je dejansko videti drugačna od kulture. To je krščanstvo, ki je zanje bolj pristno. Obstaja ta resnična želja po pristnosti, ki jo resnično iščejo in zavračajo krščanstvo, ki se je prilagodilo kulturi. Zavračajo kulturno krščanstvo. Ne hodijo v cerkve, kjer so glasbene skupine, luči, stroboskopi, megla, kavarne in podobne stvari. Želijo si pravega spoštovanja v svojem krščanstvu, ki ga ne vidijo. In mislim, da v tem vidimo vse te vrste ekstremnih gibanj, pa tudi zato, ker je bilo toliko podpore v krščanski skupnosti, veliko iz karizmatične skupnosti. Mislim, da vidimo ta odpor. Izrael je nekoliko ujet v to, ja. Kje se v to vklaplja ta odpor? Ja. V dinamiko. In tam se to ujema, ker pravijo v redu, ta skupina je podpirala Izrael skoraj brez kakršnega koli razloga, samo rekli so, mi podpiramo Izrael. Ja. To je bila slepa podpora, ampak je bila in bilo je veliko teološke, eshatološke podpore, ki so jo nudili. In ta nova skupina zavrača ta teološka stališča. In skupaj s tem pravijo, no, to je staro krščanstvo. Oni so to počeli.
Smo Gibanje Amerika na prvem mestu in krščanstvo na prvem mestu. In to je ta premik, ki ga vidimo, da se dogaja. In vidimo nekaj velikih vplivnežev, ki so se v zadnjem letu in pol zelo močno obrnili proti Izraelu. Predvsem Candace Owens in Tucker Carlson, ki sta v bistvu sprejela to novo, staro obliko katolicizma. Jaz bi rekel, da to izkoriščata. Mislim, da smo videli nekatere vplivneže, kot si rekel, Tucker, Nick Fuentes, Candace in ostale, ki so to nekako izkoristili in opazili prej kot večina drugih. In to res izkoriščajo, to skupino izkoriščajo za izražanje osebnih mnenj in sovraštva do Izraela ali celo do judovskega naroda. Tako da, ne, mislim, zdaj se o tem pogovarjamo, ampak ne mislim, da je to tako velik problem, kot se zdi, ker je problem predvsem pri vplivnežih. To je problem v medijih in na digitalnih platformah. Ampak, ko prideš do podrobnosti, povprečen kristjan samo razmišlja, kako naj živim svoje življenje. Kako naj dam Ameriko na prvo mesto in krščanstvo na prvo mesto. In zanje je Izrael nekako drugotnega pomena. In to bom preprosto postavil na stran. Torej obstaja nekakšen verski, teološki element, potem pa je tu še politični element. In imaš posebej Tucker in Candace ter druge, ki gledajo na to, kar se trenutno dogaja na Bližnjem vzhodu. Izrael si zagotovo pridobiva slab ugled na mednarodni ravni zaradi tega, kar je storil v samoobrambi proti Hamasu in Hezbolahu v Gazi in Libanonu. Ampak zdaj tudi Združene države letijo skupaj z Izraelom v Iranu in širi se pripoved, da Amerika bije Izraelovo vojno. In kot ste omenili, veste, to ponovno prebujeno krščanstvo nekoliko potiska v smeri libertarijanstva, ko gre za politiko. Tako da veste, niso naklonjeni bojevanju vojne z drugo državo na Bližnjem vzhodu, še posebej po zgodovini Bushove predsedniške dobe v Iraku. In prav, to je ja. Morate upoštevati, da je to generacija, ki je izšla iz tako imenovanih neskončnih vojn. Odrasli so ob obljubah, ki so jih dale prejšnje administracije, češ da bomo šli v to in bomo to hitro končali, in vendar so te vojne trajale leta, celo desetletje ali več. Zato so zelo skeptični glede tega, da bi se Amerika zapletla v takšno bitko na Bližnjem vzhodu. In tudi zaradi propagande in vsega, kar je tam zunaj, ne vidijo jasno, kje so ameriški interesi v tem. Prav. In obstaja tudi nekaj revizionistične zgodovine. Veste, zdaj po dejstvu pravijo, da je Izrael vodil Georgea W. Busha v vojne v Afganistanu in Iraku. Čeprav so bili, kolikor jaz vem, izraelski voditelji zelo zaskrbljeni zaradi vojne v Iraku, zaradi nevarnosti. In veste, vsi tisti raketni napadi Scud, ki so leteli sem med prvo zalivsko vojno, in veste, spreminjanje celotnega bližnjevzhodnega reda. Ampak veste, to je postala pripoved, ki se je prijela. Ja, in vedno je ta teorija zarote, da je nekako v ozadju vsega tega judovski načrt. Veste, ta teorija zarote se ponavlja. In nismo opravili res dobrega dela. Tudi administracije niso opravile naloge pojasnjevanja, kakšni so ameriški interesi. Zakaj je Amerika vpletena v to? Jaz, kot ameriški mornar, je to res zanimivo. Bil sem v Perzijskem zalivu leta 1987, ko so Iranci prvič zagrozili, da bodo zaprli Perzijski zaliv. In bili smo zaskrbljeni zaradi gospodarskega vpliva tega na Ameriko. In poglejte danes, ko se je vlada vključila v to, in kakšen gospodarski vpliv ima to. Si lahko predstavljate močnejši Iran in ta gospodarski vpliv? Ampak to so vprašanja, ki jih ta generacija vnaša v to. Poleg tega je to tudi generacija, ki čuti. To je generacija, ki sprejema veliko odločitev na podlagi čustev, empatije in sočutja. In povsem iskreno moramo reči, da propagandna sporočila, ki prihajajo iz nasprotne strani, sovražniki Izraela in sovražniki Amerike so bili res izjemni pri tem, kako so pri tej generaciji zadeli na strune empatije. Mediji in družbeno omrežje igrajo tako veliko vlogo, tako kot ste omenili pri propagandi proti Izraelu,
pa tudi pri gibanju, da bi desnico ponovno pripeljali v cerkev. In vi ste vodja največje krovne organizacije, ki združuje vse vrste verskih izdajateljev. Tako tradicionalni mediji, televizijske postaje, kot tudi zdaj soočanje s prehodom na nove medije. In želite igrati vodilno vlogo pri vsem tem in ste že prevzeli vodilno vlogo. Veste, kako se trudite uravnotežiti ta ponovni vzpon? Po eni strani je to zelo dobro za krščanstvo, veste, ponovno osredotočanje recimo na Boga in cerkev, kar je zelo zdravo za vero. Po drugi strani pa je tu ta kampanja za odmik od podpore Izraelu, ki je bila nekakšen steber, kjer so bila krščanska medijska sredstva v zadnjih nekaj letih. Ja, in mislim, da so bile nekatere napake, ki so jih v preteklosti naredila nekatera od teh gibanj, predvsem v tem, da so jih popolnoma demonizirali. To jih bo samo odvrnilo. Ena od stvari, o kateri veliko govorimo s krščanskimi komunikatorji in pastorji, je, kako pritegniti to generacijo. Kako naj vzpostavimo dialog z njimi? In kako naj spodbudimo razumno razpravo. In mislim, da je to tisto, kar si ta generacija res želi slišati in kar moramo narediti. Ampak mislim, da je ključ do tega, Aleksej, tudi to, kar se danes dogaja v cerkvi, je sama cerkev. Kot celota je postala vase usmerjena, se cenzurirala in umaknila od mnogih teh vprašanj in kulturnih tem, da bi se izognila politiki. In Izrael se nekako obravnava kot politično vprašanje, ne pa kot versko ali celo družbeno vprašanje. Zato trenutno veliko delamo na tem, kako izobraževati krščanske komunikatorje. Najprej, da cerkev mora biti vključena v upravljanje, v nadzor države, da ima krščanski in judovsko-krščanski svetovni nazor svoje mesto in namen v javnem sektorju. Ko enkrat prideš do tega dela, potem začneš imeti dialog s to skupino o tem, kako. V resnici imamo veliko več skupnih točk, kot pa nasproti. In kako gradimo na tej skupni osnovi? Vključno s tem, kako rešimo zahodno kulturo, pri kateri ima Izrael ključno vlogo. Kako rešimo to kulturo? Če je bila vsa naša kultura na Zahodu zgrajena na judovsko-krščanskih vrednotah, na judovsko-krščanskem svetovnem nazoru, moramo se zavedati, da se sovražniki borijo proti temu in nehati s pripovedjo, da gre tukaj za zemljo ali celo za moč. Gre za to, kateri svetovni nazor bo prevladal. Bo prevladal ta zahodni, judovsko-krščanski svetovni nazor, ali pa bo prevladal ta novi, vzhodni, skrajno liberalni socializem in, če sem iskren, islamski pogled. Ali bodo ti prevladali? Točno tako. Veš, ko govoriš o tem celotnem progresivnem premiku v Ameriki, vidiš, da so se islamisti povezali in to pravzaprav nima nobenega smisla, bi si mislil. Ampak če se konzervativci upirajo temu progresivnemu premiku in če so islamisti naravni partnerji progresivcev, in vidiš, kaj se je zgodilo v Evropi in kako se tradicionalna kultura resnično razkraja. Izrael se proti temu bori na vse pretege, da bi se temu uprl, in na drugi strani imate skupne vrednote. Ko govorite o mladih v Ameriki, ki si želijo priložnosti za odlična delovna mesta in gospodarski napredek, tle imate državo zagonskih podjetij, kjer so isti ljudje, ki se en dan borijo proti sovražnikom, naslednji dan prihajajo iz vojske. In potem gredo v izraelska zagonska podjetja, ki jih, kot veste, prodajo velikanskim podjetjem in dosegajo uspešne prodaje. In veste, tukaj imate veliko možnosti za napredovanje. Tako je Izrael vzor za vse to. Torej, mislite, da boste na neki točki, veste, ko bo ta vojna mimo, kaj ne? Na neki točki se bo vojna končala, kaj ne? Predsednik Trump želi, da se konča takoj. Morda bo trajalo še kolikor pač bo trajalo, ampak 6 mesecev, leto, 2 leti, ta vojna se bo končala. Ali mislite, da bi se lahko na neki točki, ko se bo politika spremenila, pojavil drugačen pogled na Izrael? Ker kristjani zdaj znova začnejo prepoznavati, da so morda bolj povezani z Izraelom kot s katerokoli drugo državo na svetu.
Ja, mislim, da bo prišlo do nekakšnega trenutka razsvetljenja, ki bo vse spremenil. Mislim, da je vojna trenutno motnja za to in je nekakšna lahka tarča. To je lahka propaganda, ki jo lahko izkoristi levica, spet zaradi tega, ker je to na repu teh neskončnih vojn, ki se dogajajo, ampak imaš prav, ta vojna se bo končala. In ko bo konec, boš moral nekako oceniti, kako zdaj izgleda svet, kako izgleda Bližnji vzhod. Veš, in kako se spremeni pripoved, če ni uspešen samo v vojni, ampak tudi kako se spremeni, če mu uspejo Abrahamovi sporazumi. Kako se bo to spremenilo, ko bo Izrael, ki si prizadeva postopoma opustiti ameriško pomoč in podobno, to tudi uresničil. In mislim, da bo tukaj na desnici prišlo do nekakšnega aha trenutka, ko bodo rekli, Izrael je res ključni zaveznik v svetu in je ključni zaveznik v tem boju, ne samo v boju za sionistično obstoj Izraela. To je ključen boj za prevlado zahodnega judovsko-krščanskega svetovnega nazora nad tem vzhodnim socializmom, komunizmom, islamskim pogledom. In mislim, da bo takrat prišel tisti aha trenutek. Zdaj postavljate temelje za krščanski medijski vrh, ki bo potekal v Jeruzalemu kasneje letos. Povejte mi, koga pričakujete tukaj in zakaj menite, da bo ta vrh tako pomemben? Ja, glejte, Jeruzalem je središče sveta, ne? Vse oči so uprte v Jeruzalem. Vsi želijo vedeti, kaj se dogaja v Jeruzalemu, saj to nekako določa svetovno geopolitično dogajanje. Zato se bomo osredotočili na organizacijo medijskega vrha. In tokrat se osredotočamo na novinarje, vplivneže in informativne medije, ki to spodbujajo. In kako ustvarimo usklajenost in partnerstva v celotnem zahodnem judovsko-krščanskem svetovnem nazoru. Kako ustvarimo ta partnerstva in usklajenost, da se ne borimo drug proti drugemu, ampak skupaj proti sovražniku. Torej, to je poudarek te konference. In gledamo tudi na širši pomen informacijske vojne, hkrati pa smo imeli lani novembra, ko sem bil tukaj, nekaj odličnih komentarjev o problemu globalnega preganjanja kristjanov. Samo krščanstvo. Bolj nevarno je biti kristjan v svetu, kot pripadnik katerekoli druge vere. In zato vidim sovraštvo do Judov in sovraštvo do kristjanov in boj za ta svetovni nazor. Dva glavna miselna vzorca, dve glavni filozofiji in glavni religiji, ki to podpirata, sta judovstvo in krščanstvo. Kako se torej borimo s tem skupaj, drug ob drugem in ne sami? In ko te gledam in sem se prej pogovarjal s tabo v studiu, veš, čutim, da si optimist. Ja, sem optimist in optimist sem iz več razlogov. Najprej zato, ker sem realist. Se zavedam, da tam zunaj obstajajo pravi sovražniki in da se bijejo prave bitke. Toda kot kristjan se tudi zavedam, da služim Bogu vesolja, ki je ustvaril vse stvari in ki je dal tako judovski skupnosti kot krščanski skupnosti številne obljube. In veliko teh obljub je osredotočenih na našo vero in našo poslušnost Bogu. In ena od teh stvari je, da naj bi bili obe naši skupnosti sol in luč ter svetilniki svetu. Zato sem optimist, da lahko dejansko temu dorastemo, da se lahko dejansko združimo in da je najboljša stvar za ta svet judovsko-krščanski pogled na svet. To je tisto, kar svet potrebuje. In od tam prihaja moč mojega optimizma. No, Troj, hvala, ker si prijatelj, hvala, ker si zaveznik. Troj Miller, predsednik in izvršni direktor Nacionalnega združenja verskih izdajateljev. Najlepša hvala, da si bil z nami. In hvala, da ste me povabili.